Odpuščanje je darilo, ki ga poklonimo sami sebi. Pred nami je pomembno opravilo, ki bi ga moral vsakdo opraviti, preden vstopi v nov dan. Skrivnost, da bi lahko zaživeli srečno in izpolnjeno življenje, je v tem, da sleherni dan odpustimo vsem tistim, ki so nas kakorkoli prizadeli. Da razrešimo vse pretekle zamere, pa naj bodo to kakršnekoli zamere, zamere do naših najbližjih, do prijateljev, do sodelavcev, do kogarkoli. Kajti, ko bomo resnično in iskreno odpustili ter oprostili, bo to darilo, ki ga bomo podarili predvsem sebi. Odpuščanje je darilo, ki je namenjeno le nam. Zaradi tega bo nam lepše, zaradi tega se bomo mi bolje počutili. V vsakem primeru pa odpuščanje ni mačji kašelj, saj vemo, da lahko v umu odpustimo, v resnici, v svojem srcu ali pa v podzavesti, pa nas še vedno mučijo dejanja, ki so nam jih povzročili drugi. Nenehno se vračamo v svojo preteklost ter premišljujemo in analiziramo stvari, ki so se že zgodile. Vendar si vsi želimo, da bi lahko odpustili. Pri tem nam lahko pomaga zavedanje, da nas načeloma skoraj nihče ne prizadene namerno. Vedimo, da ne le mi, temveč tudi vsi ostali delamo v danem trenutku najbolje, kot takrat znamo. Ljudje počnemo neumnosti predvsem zaradi sebe in svojih zataknjenosti v lastne vzorce in travme. Pomaga naj nam tudi zavedanje, da zamera žge kot žgoče oglje. Prav s to zamero opečemo predvsem in le sami sebe. Največ škode naredimo prav sebi. Zatorej odvrzimo stran to žgoče oglje. Vsak od nas nosi določene zamere in travme, ko so nas ljudje prizadeli ali razočarali. Vse, kar nosimo v sebi, je seveda prevelik zalogaj, da bi ga razrešili v enem dnevu. Lahko pa naredimo vsaj nekaj. Lahko naredimo korak za korakom. Vprašajmo se,
kaj lahko naredimo v tem dnevu, da se osvobodimo kančka negativnih čustev? Kaj lahko storim danes, da se osvobodim kančka negativnih čustev? Najprej si moramo resnično želeti ter dovoliti, da čustev, ki so nas prizadele, da stare zamere, ki jih nosimo v sebi, nočemo več zadrževati v sebi. V nov dan si resnično želimo zakorakati maksimalno svobodni in srečni. Vsakdo od nas si to želi. Zdaj pa pomislimo na osebo, ki nas je prizadela. Globoko vdihnimo in izdihnimo, ter se poskušamo čim bolj sprostiti ter čim bolj umiriti. Počasi ter nežno zapremo svoje oči. Varni smo, vse je v redu. V svojem srcu občutimo ljubezen. V svojem srcu občutimo čustvo, ki je prijetno. Ta ljubezen iz našega srca se zdaj širi po celem našem telesu. To ljubezen začutimo kot toplota, ki nas greje. Ta ljubezen se zdaj pretaka po našem telesu. Občutimo to. Smo popolnoma preplavljeni z ljubeznijo. Žarimo v ljubezni. Ta močna ljubezen, ki prihaja iz našega srca, se širi tudi navzven. S to ljubeznijo, ki vre z našega srca, se zdaj dotaknimo tudi osebo, ki nas je prizadela. Ta ljubezen jo nežno objame.
Zdaj, ko močno občutimo to ljubezen, ko občutimo to božansko energijo, zdaj jo naprosimo, naj se vse zamere oziroma negativna čustva razgradijo in naj vse to slabo nadomesti čista ljubezen. Vse, kar je bilo slabo, vse, kar je bilo prej zamera, naj zdaj nadomesti ljubezen. To je čista, brezpogojna ljubezen, ljubezen, ki ničesar ne zahteva za plačilo. To je ljubezen, ki vre iz našega srca. S to ljubeznijo, s to čisto in brezpogojno ljubeznijo še bolj objemimo to osebo, ki nas je prizadela. Tej osebi zdaj odpuščamo. Odpuščamo ter jo blagoslavljamo z ljubeznijo. Odpuščamo ji za vse, kar nam je ta oseba storila. Odpuščamo ji za vsa dejanja, ki niso bila pravilna. Odpuščamo ji za vse besede, ki so bile rečene in niso bile pravilne. Le odpuščamo in blagoslavljamo. Vse je v redu. Varni smo. Zdaj to osebo objamemo v svojih mislih. Začutimo to dobro energijo. Začutimo to ljubezen. Ljubezen, ki se brezpogojno širi iz našega srca. Ljubezen, ki ničesar ne zahteva. Ljubezen, ki je čista. Ljubezen, ki je zmožna odpuščati in oproščati. Lahko si privoščimo tudi očiščevalni jog. Če čutimo
lahko tudi jokamo. Te solze so solze odpuščanja. To so solze, ki čistijo našo dušo. Le odpuščajmo in čistimo, ter vse blagoslavljajmo z ljubeznijo. Odpuščajmo ter blagoslavljajmo. Varno je in vsi si to zaslužimo. Zdaj si pa zamislimo to osebo. Poglejmo jo v oči ter ji povejmo, kaj nam leži na svoji duši. Izrazimo svoje občutke. Povejmo ji ter ji razložimo, zakaj nas je prizadela. Povejmo ji, kaj je bilo tisto, kar nas je prizadelo. Povejmo ji, zakaj nam je hudo. Izrazimo zdaj vse svoje občutke. Tej osebi se zdaj globoko zazrimo v oči. Začutimo, kako naju obdaja ljubezen. Kako naju obdaja božanska energija. Čutimo, kako smo ji odpustili, kako smo ji oprostili. Opazujmo, kako zdaj ta oseba reagira. Prisluhnimo, kaj nam ta oseba želi sporočiti nazaj. Preko njenih oči se zazrimo v njeno srce, v srce te osebe, ter dovolimo,
da nam izrazi svoje občutje. Dovolimo, da nam pove, zakaj je tako reagirala. Zdaj bolje razumemo to osebo. Zdaj razumemo, zakaj se je to zgodilo. Zdaj pa poskušajmo to osebo objeti. Začutimo to energijo, s katero objemamo to osebo. Osebo, ki smo ji ravnokar odpustili. Osebo, ki smo ji ravnokar oprostili. Tako prijetno in olajšano se počutimo. Počutimo se tako lahkotno, tako očiščeno. Lepo in prijetno nam je. Zdaj pa razmislimo o tem, zakaj je bila ta izkušnja dobra. Kaj smo se preko te osebe naučili? Poskušajmo biti zdaj hvaležni za to osebo ter to izkušnjo, čeprav ni bila prijetna, nas je zagotovo naučila določene lekcije. Iskreno se ji zahvalimo. Zahvalimo se za to izkušnjo.
Zahvalimo se za to novo spoznanje. V svojem srcu občutimo odpuščanje. Resnično ga občutimo. Čutimo olajšanje, čutimo, kako smo zdaj osvobojeni. Čutimo, kako nam je težko breme padlo iz našega srca. Počutimo se tako olajšane, počutimo se tako očiščene. Tako lepo in prijetno nam je. V svojem srcu občutimo mir in spokoj. Nasmehnimo se ter bodimo hvaležni za to novo spoznanje. V svojem srcu občutimo mir. V svojem srcu občutimo spokoj. Ne pozabimo, več ko bomo odpustili, večje darove bomo lahko prejemali sleherni dan. Če smo kje v naravi, lahko zdaj poiščemo kamen ali list, ter si predstavljamo, da je to naša zamera. Ta kamen ali list primemo v roko ter ga odvržemo daleč, daleč stran. Daleč stran odvržimo vse svoje zamere. Daleč stran odvržimo vse, kar ni bilo prijetnega. Vse, kar nas je prizadelo ter ranilo. Odpuščajmo, odpuščajmo, odpuščajmo.
žal mi je. Oprosti mi, prosim. Hvala ti, ljubim te. Žal mi je, oprosti mi, prosim. Hvala ti, ljubim te. Nikoli in nikdar ne pozabimo, da je oproščanje največje darilo, ki ga poklonimo predvsem in le sebi. Zato se sleherni dan učimo odpuščanja ter bodimo hvaležni za to novo spoznanje. Srečno v nov dan.